Antum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Manjši narodi, bolj kot kdorkoli drugi, mora razumeti, kaj pomeni vladavina prava, kaj pomenijo pravila, ki omogočajo, da je moč argumentov pred argumentom moči. Zdi se, da v tem konfliktu se dejansko prihaja do razkroja vseh temeljnih postulatov, ki so postavile našo globalno družbo. Iz vidika mednarodnega prava, iz vidika, bom rekel, predvsem vaših strokovnih pogledov in znanjem, ki ga imate na institucije, ki bi morali skrbeti za mir in za dialog. Kje smo zdaj v tem trenutku? Kaj nas v tem trenutku najbolj ogroža? A smo dejansko res pred tako drastičnimi spremembami, da se bomo lahko govorili v nekaj letih, da se bo ta naš svet tudi v luči nekaterih, bom rekel, velesil in seveda njihovih interesov spremenil, tudi na področju mednarodnega prava. Hvala za povabilo na to pomembno razpravo. Najprej bi morda želela postaviti vse v en zgodovinski kontekst. Mednarodno pravo seveda obstaja že toliko časa, skoraj kot obstaja človeštvo, razvija se že zelo dolgo časa. In večino časa tega razvoja je bila uporaba sile redno sredstvo državne politike. Pravzaprav je šele z leta 28, ampak prav za vse, pa leta 45 ustanovna listina zapisala prvič nesporno prepoved uporabe sile in grožnje silo kot temeljno načelo mednarodnega prava, ki je postala tudi kogentno pravilo. To pomeni, da nihče od njega ne sme odstopati. Zakaj to poudarjam? Ker večino časa so pa države štele, da si seveda silo lahko prisvajajo ozemlja, podjarmljajo prebivalstvo, ga izkoriščajo na takšen ali drugačen način. No in jaz seveda se lahko strinjam s to oceno, da smo na resni preizkušnji, kako bomo v nadaljevanju zavarovali ta razvoj, ki je bil dosežen, ki je ključen za mir in varnost v svetu. In sem, bom rekla, zmerno optimistična. Verjamem, da se celotna mednarodna skupnost zaveda, da brez institucij, kot je Organizacija združenih narodov in seveda utemeljena na mednarodnem pravu, ne moremo zasledovati ciljev blagostanja in razvoja in vse to, kar je v interesu tako velikim kot majhnim. Vendar pa mislim, da bo, in tukaj se strinjam s tem, kar je bilo rečeno prej strani kolegice, treba bolj prisluhniti zahtevam ljudi, zahtevam prebivalstva, strani ne samo politikov, ki vodijo, rečemo, male države, ki si lahko privoščijo več, ampak predvsem v velesilah. Velesile se morajo zavedati, da ta razvoj, ki smo mu zdaj priča, ne vodi v stanje, ki bo komurkoli v korist. Vključno z, recimo, če vzamem za eno velesilo Združene države Amerike, se izčrpavajo z vsemi temi oboroženimi spopadi po svetu. In taki velesili bi morali biti primarno na prvem mestu prioriteta čim prej vzpostaviti mir in zagotoviti spoštovanje teh temeljnih idealov, na katerih tudi sami prosperirajo, in to je seveda demokracija, temeljne človekove pravice, vladavina prava. In trenutno ni videti, da se dovolj napora vlaga v zasledovanje teh vrednot, se pravi spoštovanje mednarodnega prava, in določene države tega nikoli niso imele tako v ospredju, ampak tiste, ki so ga pa imele, se mi pa zdi, da trenutno mogoče ta vidik nekoliko zanemarjajo. In zdaj, če gremo pogledati to situacijo, v kateri je bilo največ govora, seveda konfliktov je po svetu mnogo in včasih mogoče niti ni pravično do drugih, prav tako resnih in številnega prebivalstva, ki živi v drugih konfliktih, ampak vseeno. Zdaj, palestinsko prebivalstvo je bila nekako ena od žrtev druge svetovne vojne.
O tem se čisto premalo govori. Medtem ko se poudarja seveda tudi holokaust, ki se je zgodil v času tega spopada na ozemlju zlasti Evrope, se pa ne govori o tem, da je bila neposredna posledica tega pregon palestinskega prebivalstva v Nakbi leta 1948, kasneje potem zasedba njihovega ozemlja in nikoli uresničena pravica do samoodločbe. Čeprav je bila Palestina kot mandat iz obdobja Društva narodov po prvi svetovni vojni, tako kot vsi ostali mandati, predvidena, da bo prešla v samostojnosti svojo državo. In to je verjetno od ustanovitve Združenih narodov dalje ena največjih krivic, nepopravljenih, neuresničenih krivic, da to ljudstvo ni dobilo, da ta narod ni dobil svoje države, tako kot so jo dobile vsa druga prebivalstva v podobnem položaju. In tekom celotnega tega razvoja, zdaj že več kot pol stoletja, pa ves čas različni mehanizmi Organizacije Združenih narodov izpostavljajo kontinuirane kršitve temeljnih postulatov mednarodnega prava človekovih pravic in pa, ko izbruhnejo oboroženi konflikti mednarodnega humanitarnega prava. In morda, ko je bilo prej omenjena Jugoslavija, leta 1968 je bil v okviru Generalne skupščine Združenih narodov ustanovljen odbor 3, v njem je bil tudi takratni predstavnik Jugoslavije, ampak slovenski profesor in diplomat Borut Bohte, ki so od leta 1969 dalje proučevali vse kršitve človekovih pravic strani Izraela na tem območju, jih zelo natančno popisovali, čeprav jim Izrael nikoli ni dovolil vstopa na svoje ozemlje in so morali delovati z območja sosednjih držav oziroma z intervjuji z vsemi žrtvami kršitev, ki so se nahajali drugod. Tako da ta politika nedovoljevanja vstopa predstavnikom ali pa strokovnjakom Organizacije Združenih narodov na njihovo ozemlje ni nič novega, je v bistvu ena konstanta skozi celotno to obdobje. In kar je morda tudi posebej zaskrbljujoče, če govorim zdaj iz svoje izkušnje, ko sem bila še v odboru za človekove pravice Združenih narodov ob periodičnem pregledu Izraela, in to je seveda javno na videu, si lahko vsak pogleda dostopno, tako da ne razkrivam nobenih zaupnih informacij, je v svojem otvoritvenem govoru vodja izraelske delegacije, Izrael je bil na pregledu, povedala, da je Izrael prišel na pogovor z strokovnjaki odbora, vendar izključno o obveznostih spoštovanja temeljnih človekovih pravic v izraelskih mejah, da se nikakor niso pripravljeni pa pogovarjati o kakršnihkoli obveznostih Izraela glede spoštovanja človekovih pravic na okupiranem palestinskem ozemlju. In takšne, bomo rekli, nekako gluhe razprave se vrstijo že desetletja pred različnimi organi Združenih narodov. Združeni narodi opozarjajo Izrael, da je takšno stališče nesprejemljivo in dajo tudi priporočila glede vseh teh obveznosti, ampak vemo, da je ena od pomanjkljivosti mednarodno-pravne ureditve pomanjkanje zmožnosti učinkovitega prisiljevanja držav kršiteljic. Tale enforcement je tista pomanjkljivost sistema. In zato je pa to bolj pomembno, da države same, tiste, ki se zavedajo, da je mednarodno pravo temelj za njihov nadaljnji razvoj, stopijo skupaj in z različnimi ukrepi poskušajo doseči, da se tisti, ki so zlasti taki vztrajni kršitelji, vrnejo na pot spoštovanja mednarodnega prava. In tukaj velesile igrajo ključno vlogo. Male države so ravno tako pomembne, ker lahko opozarjajo, ampak ključni akterji se morajo pa aktivirati. Seveda mnogo vprašanj tudi za naše goste, jaz vas resnično vabim. Enega od takšnih je mogoče iz moje strani, bom začel, dr. Sancinova. Govorimo o ozemljih, ki so nekoč bili del palestinskega naroda. Kje je meja med tem, da je ozemlje aneksirano ali je pa dejansko
preprosto predmet nekih vojnih operacij. Torej, ali lahko iz vidika prava govorimo, da Izraelci dejansko izvajajo aneksijo ozemlji, ki so nekoč pripadali Palestinci? Ta ozemlja še vedno pripadajo Palestincem, ne? V tem je ravno problem, ker vsa ta okupacija, vsa ta zasedba palestinskega ozemlja bi morala biti v kontekstu nekega oboroženega konflikta začasne narave in Izrael nikoli ne more po veljavnem mednarodnem pravu na tem območju pridobiti suverenosti. Torej, nesporno, ta ozemlja še vedno pripadajo, po mojem mnenju, ne po mojem mnenju, po veljavnem mednarodnem pravu in mojem trdnem prepričanju Palestincem. In zato so vsakršni poskusi takih priključitev nezakoniti in brez pravnih posledic. Drugo je pa stanje na terenu, tega se pa vsi zavedamo, kako so se širile nezakonite naselbine. In meddržavno sodišče je dvakrat, že leta 2004 in zdaj v letošnjem svetovalnem mnenju jasno povedano, da na tem območju seveda ni prišlo do nikakršne pridobitve suverenosti Izraela in da je treba pa tudi, če si okupacijska sila, zagotoviti spoštovanje temeljnih človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava prebivalstva območja. Se pravi, Izrael je v konstantni kršitvi, kar se tega tiče, in seveda vse države, ki na kakršenkoli način prispevajo k vzdrževanju takšnega stanja, prav tako. Tudi ta del svetovalnega mnenja meddržavnega sodišča je enako pomemben, ker ko pride do kršitev temeljnih pravic in kogentnih norm, imajo vse ostale države dolžnost, da v ničemer ne podpirajo vzdrževanja takega stanja oziroma si prizadevajo, da se takšno stanje čim prej konča. In tukaj bi se navezala na nekaj, kar je bilo rečeno, glede vseh teh provokacij in spopadov skozi zadnja desetletja. Izrael se ves čas sklicuje na pravico do samoobrambe. Ves čas slišimo, da zaradi zavarovanja svojega obstoja uporablja svojo legitimno pravico do samoobrambe in izvaja te oborožene operacije. Ampak pravica do samoobrambe je prvo kot prvo izjema od prepovedi uporabe sile in kot izjema mora biti razlagana restriktivno, ozko. Ozko je treba razlagati pravico do samoobrambe. To je prvi pomemben poudarek. In drugo, pravica do samoobrambe se aktivira, ko si ti neposredno napaden. Se pravi, to je drugi korak. Najprej moraš biti napaden, potem se lahko v samoobrambi braniš. In Izrael nekako sledi teoriji, ki jo je poskušala zagovarjati tudi ZDA v svoji intervenciji v Iraku leta 2003, neka preemptivna samoobramba, ki je bila enoznačno v mednarodno-pravni stroki zavrnjena. In tudi jasno povedano, da je bila to seveda tudi kršitev mednarodnega prava. In torej, prvo kot prvo, pravica do samoobrambe je zakonita samo, če si najprej napaden oziroma neposredno grozeč napad, kar moš pokazati, da ni več niti trenutka za razmišljanje, niti na voljo nobenih drugih sredstev. Drugo pa, v izvajanju samoobrambe, ker seveda vsaka država ima pravico do samoobrambe, to je naravna pravica vsake države, pa moraš seveda uporabljati vsa metode in sredstva bojevanja, ki so usmerjena izključno proti vojaški sili ali pa oboroženi stranki ali pa uporniški skupini, odvisno kdo je na drugi strani, ki ta napad izvaja. Kakršnokoli pobijanje civilistov nikoli ne more biti upravičeno z pravico do samoobrambe. Pravica do samoobrambe je del mednarodnega prava, ki se ukvarja z dovoljevanjem uporabe sile, jus ad bellum. Kako pa ti ravnaš potem svojim orožjem v tej samoobrambi, pa ureja jus in bello, oziroma mednarodno humanitarno pravo. In usmerjanje napadov izključno na vojaške cilje, izključno na borce, je eno temeljnih postulatov mednarodnega humanitarnega prava. Načelo razlikovanja. Če ti ne razlikuješ med cilji, in pobijaš civiliste, uničuješ civilno infrastrukturo, v vsakem primeru kršiš mednarodno humanitarno pravo.
ne glede na to, ali bi sicer ravnal v samoobrambi. To sta dve ločeni področji in zato to stalno sklicevanje na pravico do samoobrambe, da bi upravičili popolnoma nesorazmerno število žrtev med civilisti in uničenje vsega območja, pravzaprav se ne gre več samo za posamezne stavbe, ampak gre za uničevanje celotnih območij, je lahko označeno samo kot kršitev mednarodnega prava, humanitarnega prava. Drugo tu sploh ni mogoče. In uporaba potem zdaj novih tehnologij, to je pa še en razvoj, ki se je dogodil, kjer se v bistvu sploh več ne preverja. Se je prišlo v javnost tudi strani izraelskih vojakov, kar nekaj poročam o tem, kako se te tehnologije uporabljajo, niti se več ne preverja, ali so tisti podatki, ki jih prejmejo vojaške sile, resnično verodostojni in je v relevantnem času napada na lokaciji nekdo, ki bi ga lahko prepoznali kot borca, je pa sploh najhujša kršitev mednarodnega humanitarnega prava in prava človekovih pravic. Tako da tukaj kakršnokoli sklicevanje na samoobrambe vseh teh kršitev nikakor ne more upravičiti. Torej imamo situacijo, ko strokovnjaki zatrjujejo, da imamo takšno tehnologijo, da lahko na 1000 metrov zadanemo cilj skozi okno, po drugi strani pa imamo 41.000 žrtev, večinoma žensk pa otrok, kar nekaj napadov, na bolnišnice, nekaj napadov na stavbe Združenih narodov, ter seveda, prebivalstva, ki je predvsem civilno. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Samo nekaj sem želela dodati. In še največji paradoks vsega pa je, da kdo je pravzaprav pomagal Hamasu, da se je vojaško krepil. Izrael. V luči destabilizacije Fataha. In odkot je deloval Fatah, oziroma palestinska osvobodilna organizacija, preden so Arafata prepričali, da je njegova edina vozovnica za preživetje vrnitev v Palestino iz Libanona. In najprej so uničili. Tunisa, naj popravim. Ja, pa potem tudi Libanona. Najprej Libanona, pa potem Tunisa, ja. In tako, da v bistvu vse, kar se danes dogaja, je nazadnje tisto območje, ki je bilo že ves čas v planu izraelske politike, kjer je treba počistiti vsak upor proti širjenju teh ozemelj. In kar si prej povedal, glede financiranja in tako, to je ravno to, kar sem na začetku rekla. Okupacijska sila, ne drugi in mednarodne organizacije, morajo zagotavljati normalno življenje prebivalstva na okupiranem ozemlju. In to so te kršitve, ki so stalno prisotne, ampak mi ne smemo gledati, kako bi rekla, v teh vseh poskusih doseganja premirja določenih držav kot nevtralnih posrednikov. Recimo ZDA niso nevtralni posredniki v tem sporu. In kako je prišlo do sporazumov iz Osla? In to je v bistvu ves čas nekako sprenevedanje in pomanjkanje resnične volje ustanoviti te države, ki je sposobna preživeti Palestine, ki kljub tem vsem pomislekom in seveda tako, kako se zajedajo na vse naravne vire noter, je resnično težko si predstavljati državo, ki bo sposobna preživeti, ampak po drugi strani je pa to edini način. Ena država z izraelskim in palestinskim prebivalstvom je nepredstavljiva. Čeprav bi bila v nekem idealnem svetu morda možna, ampak je neuresničljiva. In zato sta te dve državi v resnici edina možnost preživetja, bom rekla. Najprej bi začela s tem, da ko razpravljamo o tem, kakšna rešitev dveh, ene države, meni osebno se zdi to zdaj v trenutnih razmerah kar malo
ko bi rekla, odveč, se mi smo priznali državo Palestino, torej obstajata dve državi, že obstajata država Izrael in država Palestina, sicer ne, kaj smo priznali. Obstajata dve državi, kar je pa treba, po mojem mnenju, zdaj zagotoviti, je pa osvoboditi to državo Palestino. Ta država je v veliki meri zasedena, že dolgo časa, in ta okupacija se samo širi, se pravi napore v smer pa to, da se ta država v resnici osvobodi. Ameriške volitve so blizu, zelo kmalu bomo imeli novo administracijo in za mene je ključni akter v tej zgodbi, zato sem tudi to današnjo razpravo začela s tem, so ZDA. In politika se mora začeti intenzivno, aktivno ukvarjati s tem, kako zagotoviti, da bodo ZDA zahtevale volitve v Izraelu. Namreč, jaz drugače kot ministrica, sem skeptična do tega, da bi trenutna oblast na volitvah, če bi bile zdaj izvedene, dobila tako prepričljivo večino. To, kar jaz spremljam in slišim in se pogovarjam z ljudmi, obstaja tudi v Izraelu veliko nezadovoljstvo in velik strah pred tem širjenjem konflikta in posledicami, ki bodo prizadele več generacij. Tako da med drugimi pritiski, tudi pritiskih čim prejšnjim volitvam v Izraelu, ki se jih Izrael tako otepa in s tem svojimi vojaškimi akcijami seveda preprečuje možnosti, da bi do tega kmalu prišlo. Naslednja stvar, ki ste me vprašali, kaj še lahko Slovenija naredi? Ampak lahko sam, velika večina Izraelcev podpira to, kar se dogaja v Gazi, ali pa mislijo, da premalo močno odreagirajo? Ne vem, odkot vam te informacije, sem pač, imate svoj vir informacij, jaz imam svojega, s tem, s katerim se jaz komuniciram, ki je morda manj radikalen in gre ta za tiste, ki že so bili med protestniki, ves čas prej. Res je, da gre, ta podpora se morda zmanjšuje, ampak še vedno je velik del prebivalstva, ki nasprotuje tej agresiji in temu širjenju nasilja. Ampak, ker nimamo časa, bom odgovorila še na vprašanje gospe Pretnar. Slovenija je bila med pobudnicami in tudi gostiteljicami sprejema konvencije o vzajemni pravni pomoči v kazenskih zadevah, ko gre za najhujše kršitve mednarodnega prava, tako imenovane MLA konvencije lani v Sloveniji. To je bil velik dosežek. In ta konvencija omogoča sodelovanje med državami pri pregonu teh kaznivih dejanj. Postopek, ki teče v Hagu pred mednarodnim kazenskim sodiščem, se pravi, tukaj je tožilec začel postopek za izdajo pripornega naloga proti določenim izraelskim posameznikom, članom Hamasa, in postopek, ki teče pred meddržavnim sodiščem, bosta v vsakem primeru zajela, bomo rekli, samo določen aspekt vseh kršitev, ki se dogajajo trenutno s strani pač udeleženih v tem konfliktu. Ne rečem, da so samo kršitve na eni strani, so pa sigurno veliko bolj obsežne na strani Izraela. Zakaj to poudarjam? Vsaka država, ki je v svoji kazenski zakonodaji uzakonila možnost uporabe univerzalne jurisdikcije, lahko začne kazenski postopek za vsa vojna hudodelstva. Ni treba niti dokazovati genocida. Lažje je dokazati vojno hudodelstvo. Tudi hudodelstvo zoper človečnost. Pa koliko takih postopkov se vodi po državah, trenutno po svetu. Zakaj so pa ti postopki pomembni? Ne samo zato, da bi na koncu resnično pričakovali, da bo, recimo, ne vem, če vzamemo konkreten primer Netanjahuja, prišel v Slovenijo in mi ga bomo priprli in potem ga bomo zaprli. Ne, ampak tekom teh postopkov se pravno dokažejo kršitve, vsi elementi teh kaznivih dejanj, naklep, ki ga je treba dokazati, ki lahko potem vodi politiko pri svojem ravnanju. In zato se meni zdi, da bi lahko vse države, kot rečeno, ki imajo univerzalno jurisdikcijo zakonjeno, tudi Slovenija ima, začele postopke na podlagi univerzalne jurisdikcije za vsa vojna hudodelstva zagrešena, za začetek, če rečem, in seveda vsa ostala kazniva dejanja. In to mislim, da manjka
v tem konfliktu že vsa ta desetletja, še zlasti pa zdaj, ker ko je prišlo do konflikta v Siriji, so se taki postopki takoj začeli, v Nemčiji so bili posamezniki tudi obsojeni vojnih hudodelstev, v tem konkretnem konfliktu pa ne. No, in to je ena zelo konkretna stvar, seveda pa zahteva sodelovanje vseh akterjev v državi. Zunanja politika dela svoje, potem imamo pa tukaj notranje zadeve, pravosodje, ki morajo ravno tako pokazati svojo privrženost preprečevanju teh najhujših mednarodnih hudodelstev.